Današnji naslov je enosmerna stresovnica. Vse bom pojasnil, ne najdete tega v SSKJ, niti tistem prvem, niti drugem, niti vseh ostalih. Namreč v 1. Petrovi 5.7 bomo iskali določene odgovore. In Photoshop ni ravno dobro deloval, pa tukaj vidite še kaj drugega napisanega, ampak verjemite, približno tako izgleda ta enosmerna stresovnica. Morda vam je tole še bliže. Zdaj so končno spet začeli leteti. Ali pa vam je ta slika bliže? Ne vem, kaj od tega vas bolj asocira na enosmerno stresovnico. Vendar poglejmo nekaj vprašanj za začetek. Kako ste preživeli te dni? Kako? Delovno. Ok. Različni odgovori so bili, ampak hkrati pa nisem preveč dobro zastopil. Kako ste preživeli maj? Mesec maj? Ok. Naslednje vprašanje, kako ste preživeli mesec april? Tudi? Ok. Kako pa marec? Teže? Ok. Še kakšen odgovor? Določeni so dobro preživeli, določeni teže. Res pa je, da se naenkrat zadeva lahko zasuče. In tisto, kar smo bili navajeni, naenkrat je popolnoma drugače. Moram vam zaupati, da v marcu tista prva pridiga, ki je bila preko interneta, ne vem, če ste spremljali, sedaj je totalni preobrat, a veste. Takrat sem stal v Jeseniški cerkvi, pred mano je bil računalnik, še malo naprej je bil telefon, s katerim se vse to skupaj snemalo, to je bil začetek, in imel sem eno vernico v cerkvi in to je bila moja žena. Tako da dejansko to je bila tista sobota, kar sem jaz videl in kar sem jaz doživljal. Danes je to drugače, danes znova spet smo lahko tukaj skupaj, jaz vas vidim ne samo prek ekranov, ampak v živo. In za določene so ti meseci oziroma ti dnevi, tedni hitro minili. Mogoče se je kdo uspel celo še spočiti, mogoče je kdo imel prisilni dopust, za določene pa ni bilo ravno tako lahko. In lahko se postavi še nekaj vprašanj. Kako se spopasti z bremenom? Oziroma, z drugimi besedami, kako se spopasti s skrbmi? In tisto, kar danes imamo nekako tukaj v prvem listu, Petrovem listu, 5. poglavju, v 7. vrstici, je odgovor na ta vprašanja. Poglejmo, kaj piše. 1. Petrova 5.7. Pravi takole: vso svojo skrb vrzite nanj, saj on skrbi za vas. Zagotovo ste že to prebirali večkrat. Vendar ne vem, a ste kdaj to razparcelirali in secirali do takšne potankosti, kot bomo mi poskušali to danes. Brez skrbi, vse bo v časovnem okvirju. Torej, morda vas te slike spomnijo na kaj? Računi, ki prihajajo vsak mesec. Večinoma, ko odpremo poštni nabiralnik, prihajajo računi. Mogoče imamo urejeno tako, da prek bankaneta že naredimo vse, ali pa nam takoj že naredijo odbitek od našega TRR. Vendar morda moramo skrbeti za to, kako napolniti prazen hladilnik. Morda moramo skrbeti zaradi našega zdravstvenega stanja. Morda moramo skrbeti za karkoli v tem, onem ali prejšnjem mesecu. Torej, skrbi je milijon. Vendar vprašanje je, ali Sveto pismo govori ravno o teh skrbeh, ali govori o kakšnih drugih skrbeh. Ali lahko skrb za to, ko se vstanemo zjutraj, kaj bomo zajtrkovali, ko imamo poln hladilnik, ali je to ta skrb, ki jo moramo prevaliti, kot pravi besedilo, Bogu. Ali je to kakšna drugačna skrb. In ne glede na to, kje se najdemo v teh slikah, ali pa morda poznamo koga v sliki, katera ni tukaj prikazana, imamo en poseben odgovor. Vso svojo skrb vrzite nanj, saj on skrbi za vas. In če začnemo secirati to 1. Petrovo, lahko vidimo eno strukturo. Namreč v prvih 9 vrsticah 5. poglavja,
sedaj bomo naredili samo en majhen pregled, torej samo 9 vrstic. Lahko bi poimenovali kot splošna etika za cerkve. In videli bomo zakaj. V 3 delih imamo nekako secirano to zadevo. Prve 4 vrstice bi lahko poimenovali kot navodila za starešine. V naslednjih vrsticah od 5. do 7. imamo navodila za vernike. In v 8. in 9. vrstici imamo alarm oziroma upor proti satanu. Tako nekako bi izgledalo teh 9 vrstic. Vendar, kot smo rekli, ukvarjamo se samo s 7. vrstico, torej vso skrb vrzite nanj, saj on skrbi za vas, kar nekako spada v tisto drugo kategorijo, ki smo jo poimenovali kako? Navodila za vernike. Ok, vendar vprašanje se postavlja, kdo so ti verniki? A to so verniki, samo verniki, ki so bili izključeni iz tistega, ker veste, da prvi del so bili za starešine, ali so to starešine tudi zraven, ali tudi pastor? Kdo je tu? Tu smo vsi mi smo verniki. In zato ta vrstica je enostavno del vseh nas, za vse velja. In poglejte, prvo zadevo, ki je pomembno izpostaviti tukaj, je vso skrb. Namreč, kaj pomeni to vso skrb dajte njemu, prepustite njemu? Nek teolog je zapisal, da skrbeti lahko enačimo z ponosom. A se strinjate? Skrbeti je enako kot biti ponosen. Ne? Ok. On razlaga še naprej, malce drugače. Pravi takole, če skrbimo za nekaj, kar nam je Bog povedal, da njemu prepustimo, to pomeni, da njemu ne zaupamo. V tem kontekstu on to vidi in premišljuje. In potem pravi, ok, če torej jaz Bogu ne zaupam nekaj, kar Bog meni pravi, daj meni, jaz se ukvarjam s tem. To pomeni, da sem preveč ponosen oziroma, da jaz vem bolje kot Bog razrešiti stvar. To je njegovo videnje. Morda se ne strinjamo s tem, vendar poglejte še malce naprej. Dati vso skrb Bogu lahko enačimo kot popolnoma zaupati Bogu. Njemu prepustiti zadeve, da jih on rešuje. Jaz danes ne mislim razpravljati o COVID-19, niti o COVID-18, 20 ali karkoli bo. Ne mislim o nobenih težavah sedaj na nek detaljen način analizirati. Želim pa analizirati svetopisemsko vrstico. Namreč, dati vso skrb Bogu, če to lahko enačimo z tem, da popolnoma zaupamo Bogu, se še ena zadevica pojavlja, ki je zelo zanimiva. Zaupati Bogu. Morda ste slišali že idejo, kdo komu mora zaupati. Komu vi zaupate? Jezusu, ok? Še komu? Poglejte, kakšna razlika je med tem, ali nekomu nekaj prepustimo, ker vemo, da on se s tem ukvarja, ali pa če nekomu moramo zaupati. Še ena zanimiva misel. Prebral sem namreč, da piše veliko in psihologov in vseh ostalih, da zaupanje gojimo do tistih, ki jih ne poznamo. Ne vem, a ste kdaj razmišljali o tem. Namreč pravi takole, če nekoga dobro poznamo, mi vemo, kaj bo ta naredil. Mi ne rabimo upati in zaupati, da se bo to zgodilo, ker smo prepričani v to, da bo to. Morda je tu sedaj igra besed. Vendar, popolnoma zaupati Bogu lahko naredimo v prvem koraku. Ko to enkrat naredimo, mi vemo, kako Bog deluje s tem. In ni potrebno vedno znova preizkušati, ali bo to tako. A vidite, v kakšnem kontekstu lahko to razumemo. Dati vso skrb Bogu, enkrat v življenju za vselej. Namreč, brez ponovnega skrbenja. Bog od nas ne pričakuje tukaj, da vsakič znova prvo procesuiramo to skrb, da bi potem rekli, ok, zdaj ti pa jaz dam tole. Ampak on nas kliče k temu, da
mu damo te skrbi in vsakeč, ko bi nova skrb prišla, že vemo, kam ta skrb lahko gre. A vidite to razliko? Kot prva zadeva, Bog je naš Bog in naša trdnjava. Če odpremo Psalm 46, začeli smo že z psalmi v tem našem drugem delu, ampak če odpremo Psalm 46, ni dolg in lahko preberemo celotnega, vidimo ravno, da je Bog naš Bog in naša trdnjava. Pravi pa takole: Bog nam je pribežališče in moč, v stiskah pomoč najhitrejša. Zato se pa ne bojimo, čeprav se premakne zemlja, če se gore pogrezne v globino morja. Ne vem, ali v teh opisih najdete tisto, kar se dogaja. Morda spremljate dnevnik, morda vidite, da se nekje po svetu kaj od tega dogaja. Šume naj in se penijo njegove vode in gore, naj se gibljajo od navala njegovega. Je reka, potoki njeni razveseljujejo mesto Božje, kraj presveti prebivališč najvišjega. Bog je v sredi njegovi, ne gane se, Bog mu pomore zjutraj ob svitu. Ko hrume narodi in se gibljajo kraljestva, oglasi se on in taja se zemlja. Gospod vojnih krdel je z nami, grad visok je nam Bog Jakobov. Pridite, gledajte dela Gospodova, kakšno pustošenje je naredil na zemlji. Vojske miri, tja do krajev zemlje. Lok lomi in sulico krši, bojne vozove se žiga z ognjem. Odnehajte in spoznajte, da sem jaz Bog. Povišan naj bodem med narodi, povišan na zemlji, Gospod vojnih krdel je z nami, grad visok je nam Bog Jakobov. In postavlja se vprašanje, ali je to samo Bog Jakobov, ali je to lahko Bog, naš Bog. A je to Bog Danijela, Danijelov Bog? A je to Tomažev Bog? A je to, lahko naštevam zdaj vsakega, ki je v tem prostoru, pa tudi izven tega prostora. A je to ta Bog? A je to naš Bog? Ali je pa to tam nekje, nek Jakobov Bog? Zakaj? Zato, ker imamo še drugo točko. Bog razume naša bremena, naše skrbi in naše izzive. In če odpremo Hebrejcem 4, lahko pogledamo še Hebrejcem 4. poglavje, 15. in 16. vrstica. Pravi pa takole, torej Hebrejcem 4. poglavje, 15. in 16. vrstica. Kajti nimamo velikega duhovnika, govori se namreč o Jezusu, ki bi ne mogel z nami čutiti slabosti naših, ampak izkušanje vsem, kakor mi, a brez greha. Bližajmo se torej s srčno zaupnostjo prestolu milosti, da dobimo usmiljenje in najdemo milost za pravočasno pomoč. Torej, kdo je tisti, ki nam lahko pomaga? Verjetno tisti, ki razume zadeve. Težko je, ko pojasnjujete nekaj nekomu in on vas gleda, ampak nikoli ni niti bil v takšni situaciji, niti morda poskuša vas razumeti, ampak ne more vas razumeti v popolnosti. Torej, Bog razume naša bremena, Bog razume naše skrbi in naše izzive. Naslednja zadeva je, da je Bog edini zmožen rešiti naše skrbi, naša bremena in pa naše izzive. In to lahko preberemo v Jeremiji 32:27. A je kdo pripravljen prebrati to vrstico? Verjetno jo tudi poznamo že na pamet, ampak torej Jeremija 32:27. Izvoli. Hvala. Torej, Bog vseh živih v določenem prevodu pravi, torej Bog vsega, kar je ustvaril. In potem sam Bog postavlja vprašanje, a je meni sploh kaj težko narediti? Če se vrnemo na tisti ponos, a vi mislite, Bog pravi, a vi mislite, da jaz z vašimi težavami ne znam urejati teh zadev? Nisem sposoben, a so težave večje od mene? Naslednja zadeva je svojo skrb. Rekli smo vso skrb, ampak besedilo ne pravi samo vso skrb, ampak vso svojo skrb dajmo njemu. Zakaj je ta svojo skrb tako pomemben? Ne vem, ali
Kdaj poskušamo nositi tujo skrb? Rekli boste, ja, sej smo poklicani, da skrbimo drugi za drugega. Ampak ali poskušamo nositi tujo skrb, za katero nismo poklicani? A vidite razliko? To je tisto, ko nekdo ima določeno skrb in mi to skrb prevzamemo, kot da je to sedaj naša skrb. Ampak ta skrb ni to, da lahko skrbimo in pomagamo tej osebi, ampak nas to vedno globlje in globlje pritiska k tlom. Na koncu nismo sposobni niti sebi pomagati, niti tistemu poleg nas. Morda vas lahko vrnem na tisto letalsko varianto, tista slika z letalom. Zagotovo ste že leteli in mislim, da tisto, kar se vedno ponavlja in ljudem je zelo, zelo tečno, vendar ko se nekaj zgodi, je zelo, zelo pomembno. Komu bomo dali masko s kisikom? Najprej sebi. Zakaj? Zato, ker drugemu ne bomo mogli pomagati. Torej, če želimo nekomu pomagati v njegovih skrbeh, vprašanje je, kako bomo s temi skrbmi mi sami se nosili. Še eno huje vprašanje. Ali kdaj iščemo neko skrb, ker preprosto moramo skrbeti? Morda smo tudi med temi. Se najdemo v tem? Ali jaz se včasih najdem v tem. Včasih je življenje zelo, zelo mirno. Redko kdaj, ampak je. Ne vem, a ste kdaj to doživeli. Da ni neke pretirane skrbi. Seveda morate skrbeti za tiste normalne življenjske standardne zadeve, ampak ni sedaj neka totalna turbulenca, da vas meče z leve, desne, gor, dol. Ampak imate tisto željo, tisto mučeniško željo, da enostavno življenje ne more biti tako lepo. In potem nekje, to se meni večinoma zgodi na dopustu, ko sem na morju, ko valovi lepo šumijo, ko nihče nič, veste, ni niti tistih otrok, ki se derejo 24 ur na dan, ni nobenih nekih napitih mladih, ki ne veš, a te bodo pregazili tam na plaži ali karkoli. In potem sonček je, vse je super. In potem se začne v mojih možganih vrteti, zakaj bi zdaj jaz lahko skrbel. In potem razmišljam. In potem vedno najdem, zakaj bi lahko skrbel. A se vam to zgodi? A sem samo jaz tak? Ok, morda super je, če se vam to ne dogaja, ampak ljudje smo včasih nagnjeni na to. Ne bom sedaj nobenega vlekel ven, a so mame takšne ali so očetje takšni, sploh ni pomembno. Ampak ljudje smo nagnjeni k temu, da pač moramo skrbeti in moramo, ko nas nekdo vpraša, kako smo, super smo, ampak dejansko skrbimo za tisoč in eno stvar, katera sploh ni morda tukaj. Ne vem, povem eno zgodbo. Vidite mlado dekle, ki joče. Upam samo, da ne bo kdo tukaj začel jokati ob tej zgodbi. Namreč, mlado dekle je nekega dne začelo bridko jokati, kot bi slovenski pisatelji zapisali v knjigi. In je jokalo in potem je prišla mama. Nekaj sta se pogovarjali na kratko in je mama tudi začela jokati. In obe dve sta tulili v hiši, vse dokler ni prišel oče iz službe. Vendar njemu ni bilo nič jasno. Zakaj se že z dvorišča sliši, da cela hiša joče? Pa sta samo dve noter. In ko je vstopil, ko je vprašal, ok, ljudje dragi, mislim, kaj se je zgodilo? Lahko je slišal samo besedica pogreb in otrok. In njemu še manj zdaj je bilo jasno, ker ni vedel, kaj se dogaja, kakšen otrok, kakšen pogreb, kje je pogreb, kakšen sploh, odkot zdaj otrok, ker nihče nima tega otroka. In potem se je zgodba začela razvijati. Namreč, ko sta se oni dve malce umirili, sta začeli razlagati očetu, kako je to mlado dekle začelo premišljevati nekje sredi dneva. Kako bo to, ko bo ona našla pravega fanta? In kako bo to lepo, ko se bosta ona dva poročila? In čez nekaj let, kako bo fajn, ko bosta dobila otroka? Vendar njene misli so šle še naprej. In je premišljevala, kako bo to lepo, ko bomo lahko kot ena mlada družinica sedeli in jedli ob sončnem vremenu. Veter bo pihal, vendar potem v njenih mislih se je porajalo en strah.
In to je, da ko se bo ona obrnila in bo šla proti hladilniku, ta otrok bo dal kos kruha, ki ga ne bo mogel pogoltniti, niti pregrist, in se bo nekako zataknil, veste, v grlu, ne bo mogel dihati, ona bo prišla do tega otroka, vendar ne ob pravem času, in otrok se bo zadušil in umrl. In tako je začela jokati, ker otroka sedaj v njenih mislih so na pogrebu. In ko je to govorila tudi mami, je mama tudi začela jokati. Vendar oče je potem skozi celotno to zgodbo razumel, da prvič, ona nima niti fanta, nima moža, nima otroka, otroku se to ni zgodilo in nobenega pogreba ni. Ali vidite, v čem je problem? Ta slika sploh ne obstaja, to se ni nikoli zgodilo. Vendar potreba potem, da se skrbi, potreba potem, da se nekaj ustvari popolnoma drugačno sliko v tem dnevu. Morda nismo tako povezani s tem. Morda pa poznamo nekoga, ki počne ravno to. In lahko pomagamo. Namreč pravi svojo skrb besedila. In tretja zadeva, ki jo lahko vidimo, je vrzite. To je nekaj, kar v grščini bi lahko zapisali in povedali kot epiripto, vendar ta epiripto vas lahko takoj seznanim, da fizikalno ne gre skozi. Namreč ta epiripto bi se lahko opisal takole. A vidite težavo v tej slikici? Torej, ko nekaj vržete, bi to moralo pasti tu nekako. Jaz sem poskušal to narediti tako, da ne vidite, kam pade. Namreč ta epiripto ne pomeni samo, da nekaj izvalite ali pa vržete nekomu ali pa na nekaj. Ampak dejansko pisec hoče povedati, da vržete nekaj tako daleč, da več ne sežete do tja. A vidite razliko? Če jaz sedaj tole vržem nekam, tu, pa ne bom, brez skrbi, če tole vržem nekam in jaz vidim, kje je to, potem jaz lahko pridem in poberem, ali boste mi vi prinesli. Ampak, če jaz to zalučam nekam in nihče več ne seže do tja, to je tale zadevica. Zakaj je to tako pomembno? Zato, ker ko skrbi zvalimo, oziroma vržemo, ali pa zalučamo, ali kakorkoli bomo to prevedli, Bogu, ko prepustimo, z drugimi besedami, lepše, ko prepustimo Bogu, potem nismo poklicani, da gremo k njemu in da vlečemo spet nazaj to isto skrb. Ne vem, če ste se kdaj že znašli v težavah, kjer Bogu želite nekaj prepustiti in ko on zagrabi na drugo stran in ko želite vzeti, vi še vedno držite en majhen delček in ga vlečete k sebi, ker ne boste dali. Ne želite. Lepo je, če lahko poveste, da se vi tudi mučite. Zakaj je to tako pomembno? Zato, ker imamo še 4. točko, kjer pravi, on skrbi za vas. In morda ta besedica nam ne pove preveč, vendar pove zelo, zelo veliko, malo več opisa. V knjigi Testimonies to Ministers and Gospel Workers, čeprav je to za določene, ampak jaz bi rekel, da smo tale delček vsi, lahko beremo naslednje na strani 422, mislim, da je drugi odstavek, ampak ni celoten drugi odstavek, jaz sem prevedel samo delček. Mi smo njegovi in potem tudi razlaga, kako. Naša telesa niso naša. Če smo slučajno pomislili, da so naša telesa naša, tu piše, niso naša. Da bi z njimi ravnali, kakor se nam zahoče. Ali pa, da bi jih pohabljali z razvadami, ki vodijo v propadanje, zaradi česar posledično Bogu ni mogoče nuditi popolne službe. Torej, kot stvarnik nas je ustvaril zato, da lahko delujemo. In če sami sebe pohabljamo, po drugi strani pa lahko povem takole, pohabljanje z medicinske strani, koliko sem jaz razumel, lahko tudi za skrbmi. Ne vem, se strinjate s tem, da toliko skrbite, da vam že vaše zdravje načenja. In na ta način dejansko se onesposobite za kaj drugega. Torej,
pohabljali z razvadami, ki vodijo v propadanje, zaradi česar posledično seveda Bogu ni mogoče nuditi popolne službe. In potem pravi takole: naše življenje in vse naše sposobnosti pripadajo njemu. On skrbi za nas vsak trenutek, ohranja živ mehanizem v akciji in poglejte sedaj, on skrbi za nas vsak trenutek. On ohranja ta naš živ mehanizem, mi kot živ mehanizem, on ohranja to zadevo. In kako to še opisuje? Če bi ostali za en sam trenutek sami, bi umrli, oziroma celoten sistem bi se razpadel. Torej, kdo mora skrbeti po tem besedilu? Če sami nismo zmožni ohranjati to celotno zadevo. Bog. Torej, Bog skrbi za nas vsak trenutek. Vsak trenutek Bog ohranja ta živ mehanizem, nas v akciji. In če bi nas Bog pustil same samo za en trenutek, bi vse skupaj razpadlo. Mi kot individue in celoten mehanizem kot takšen, kolektivno. Popolnoma smo odvisni od njega. In če želimo še to videti podobno v Izaiji 41.13, lahko preberemo, kaj ti jaz sem Gospod, JHVH tam stoji. Tvoj Bog, ki te držim za desnico in ti pravim, ne boj se, jaz ti bom pomagal. Poglejte sliko, ki je sedaj tu opisana. Bog, ki drži mene in tebe za desnico. In ne samo da drži, ampak še pravi poleg, ne boj se, jaz ti bom pomagal. Torej, ne glede na to, kar je pred nami, Bog bo pomagal. Bog nas bo vodil. In zato v 1. Petrovi 5.7 lahko beremo, torej vso našo skrb, ki jo imamo, prevalimo na njega. Vrzimo tako daleč, da ne sežemo več do tja. Saj on skrbi za nas. On ne skrbi samo za en del, samo za neke izbrane. On skrbi za vsakega od nas. In če ponovimo korake, prvič, Bogu zaupajte vse. Nezaupanje Bogu oziroma nedajanje vsega Bogu vodi v mišljenje, da določeno stvar morda on ni dovolj kompetenten, da bi reševal. Morda mi vemo bolje. In večinoma se to zelo tragično konča. Drugič, ne iščite in ne dodajajte več, kot vam je dano. Spomnite se mlade osebe, ki je začela jokati za stvari, ki sploh še niso prišle, niti ni rečeno, da bo tako. Ne iščite in ne dodajajte več, kot vam je dano v kontekstu skrbi. Seveda piše v Svetem pismu, iščite, trkajte in dano vam bo in odprlo se bo in podobno, ampak to je za nekaj drugega, da ne bo pomote. Številka 3. Svojo skrb vrzite Bogu tako daleč in tako zagotovo mu prepustite to zadevo, da ne boste segli več do nje. Pustite, da on s tem upravlja. Ker če bi mi upravljali, bi že zdavnaj končali kariero. Naj on upravlja. In četrtič, ne bojte se, saj Bog skrbi za vas v največji možni meri. On ni Bog po določeni hierarhiji, potem pa morate najti nekega višjega Boga, ki bo lahko skrbel še za dodaten problem. On je top, on skrbi za vse in ni nič večje od njega. Nobena skrb ni večja, ni kompleksnejša. Bogu zaupajte svojo enosmerno stresovnico. Vsak izmed nas jo ima, vendar se bojim, da radi kupimo še eno, da bo dvosmerno. Imejmo samo eno in to eno pametno uporabimo. Namreč Bog nas kliče, da skrbi, ki nas starajo, skrbi, ki nam onemogočajo, da bi živeli normalno, da bi delovali normalno. In ne pozabite, da bi lahko delovali, za kar smo poklicani, da pomagamo drugim, ki imajo skrbi. Mi tega ne moremo narediti. Če bomo mi umirali pod našimi skrbmi, kako bomo drugemu povedali in pomagali? Po drugi strani, kako bomo nekomu povedali, da Bog lahko skrbi zanj, če pa še za nas ne more? 1. Petrova 5.7
zato pravi takole: vso svojo skrb vrzite nanj, saj on skrbi za vas. In za konec, to je odgovor tudi za 6. vrstico, kjer pravi, če nekdo lahko prebere, kaj pravi 6. vrstica, vezano za ponižanje, ne za tisto, ko nekoga ponižamo, ampak ko se nekdo poniža. Oziroma, ne ko se nekoga ponižuje, ampak ko se nekdo poniža, tako je prav. Lahko prebereš, prosim. Ponižajte se torej pod mogočno roko Božjo, da vas poviša ob času svojem. Hvala. Torej, naj se ponižamo pred Gospodom, zato ker nas bo on povišal. In tu se ne zaključi, ker besedilo gre skupaj, 6. in 7. vrstica gresta skupaj. In v tej 7. vrstici pravi vso svojo skrb, dajte njemu. Zakaj? Zato, ker on skrbi za vas. On vas bo povišal, tudi če ste takoj pritisnjeni k tlom zaradi skrbi. Njemu prepustite. On bo to naredil, bodite ponižni, on vas bo pa povišal. In moja želja je, da ne glede na to, ali bo covidov še več, ali bo odpuščanj z delovnih mest še več, ali se bomo lahko srečevali na ta način, ali bomo pa morda znova se gledali samo preko kamer, ne glede na to, kaj se bo dogajalo, ne glede na to, kaj bomo mi kot individue imeli določene izzive in težave, in vsak izmed nas jih ima. Različne, določeni pa imamo zelo, zelo podobne ali pa celo enake. Bog ne samo, da lahko, ampak tudi želi in nas kliče in nas vabi. Prepustimo takšne in drugačne skrbi njemu. On zmore in nas tudi vabi, da se ne sekiramo in da se ne bojimo. Naj Bog nas vodi še naprej. In moja želja in molitev je, da ne samo, da mi uredimo svoje skrbi, ampak da pomagamo tudi drugim. Da lahko, ne glede na to, kakšni krizni časi so, ali pa še bodo, v Bogu vidijo tisto največje upanje. In da, ko enkrat zaupajo Bogu, da ne rabijo vedno znova zaupati, ampak da vedo, da je pri njem rešitev. Amen. Molimo. Dragi naš Bog, hvala ti za to priložnost, da smo lahko vsi skupaj tukaj zbrani. Hvala ti, ker nismo sami in ker nas ti kličeš, da vsa svoja bremena, vse svoje skrbi ne samo damo tebi, ne samo prepustimo tebi, ampak jih tudi tam pustimo. Hvala ti, ker jih ti ne boš vzel samo za nekaj časa in nam jih potem vrnil nazaj, ampak ker nas ravno kličeš k temu, da jih pustimo pri tebi in ne hodimo nazaj po njih. Hvala ti, ker si ti mogočni Bog, ki lahko opraviš z vsakršno skrbjo. Hvala ti, ker nisi Bog, ki ne razumeš, ampak si ravno Bog, ki razumeš naše težave in naše izzive. Hvala ti, ker nas tolažiš in ker v tebi lahko najdemo mir. Dragi Bog, prosimo te, da nam pomagaš, da ko prepustimo tebi skrbi, lahko to izkušnjo delimo tudi z drugimi, ki še vedno se borijo s tem, da držijo svoje skrbi zase, ki še vedno vlečejo svoje izzive, ki še vedno se borijo s svojimi bremeni. Dragi Bog, pomagaj nam, da lahko iz lastne izkušnje pokažemo, kako lepo je, ko tebi prepustimo skrbi, ko tebi prepustimo bremena in ko tebi prepustimo izzive, s katerimi se vsekakor ne bi mogli kosati, niti izboriti, niti zmagati. Dragi Bog, hvala ti, ker v tebi lahko najdemo to zmago in ker se ti bojuješ za nas takrat, ko mi tega nismo sposobni in ne zmoremo. Prosimo te, da nas vodiš v tem, da ne samo, da pomagamo finančno ali pa da poslušamo ljudi, ki so v stiski, ampak da jim lahko pokažemo rešitev, kako se zares izboriti z vsemi možnimi skrbmi. Hvala ti, ker nam daješ to priložnost, ker si nam jo že dal in ker nam jo bo še zaupal. V Jezusovem imenu. Amen.